Lepo vas pozdravljamo, gledalke in gledalci, ob spremljanju torkovega VTV magazina. Preverimo, kaj smo tokrat pripravili za vas. V četrtek so pri koči Lovskega društva Velenje namenu predali tretjo fazo izgradnje vodovoda Loke Jurk. S tem pa je tudi celovito zaključen projekt vodooskrbe v krajevni skupnosti Paka pri Velenju. Z izvedbo tretje faze izgradnje vodovoda Loke Jurk so v občini Velenje dosegli skoraj popolno pokritost s kakovostno pitno vodo. Projekt, ki se je začel leta 2016, je zaradi razgibanega terena in razpršene poselitve potekal fazno. Konec koncev gre tukaj za 10-letni projekt, simbolično. Tudi jaz sem pred 10 leti prišel v občinsko upravo, kjer smo si seveda zelo jasno dali tudi smernice in cilje, da želimo v čim krajšem času do slehernega gospodinjstva pripeljati čisto pitno vodo. Kar nekaj časa smo potrebovali, tudi kar zajeten sklop finančnih sredstev. Samo v mojem mandatu je pravzaprav 800 tisoč evrov bilo namenjenih investicij samo za vodovod Loke Jurk, ki smo ga razdelili v 3 faze in pravzaprav zdaj v zadnjih letih vsako leto naredili po eno fazo. Zaključkom projekta je zdaj zagotovljena zanesljiva in varna oskrba s pitno vodo, višja kakovost bivanja za prebivalce ter prispevek k varovanju zdravja in okolja. Ja, za naše krajane v naši krajevni skupnosti Paka pri Velenju pomeni to izboljšanje življenja, izboljšanje za generacijo za nami, kajti čista pitna voda pomeni zelo veliko. Tretja faza je potekala, ko sem izvedela, kdo bo izvajalec del, sem vedela, da bo to kakovostno narejeno in hitro. Pridobili smo v zadnji fazi okrog 15 novih priključkov, tako da smo zelo zadovoljni. Zaključek tako tretje faze kot tudi celovitega projekta tako pomeni pomembno prelomnico za krajane, ki so na celovito ureditev oskrbe z vodo čakali več let. Na vodo smo kar dolgo čakali, to je bilo mislim, da 20-30 let. Imeli smo neka svoja zajetja, pa je to presahnalo. Zdaj smo dobili pa končno vodo, kar je zelo fajn za vse nas, za tudi se lahko kaj naredi, da imamo vodo. Funkcionirali smo zelo težko. Imeli smo neka svoja zajetja, tako sem že prej omenil, ampak to je presahnalo. V večjih delovnih akcijah, kakšnih najemih ali ko imajo naši člani, je bilo problem, je bilo treba voziti vodo. Krajani so nam zelo dobro pomagali, sosedi, to, da smo imeli vodo. Zdaj je pa le vodovod, zdaj je pa to in pitno je vse za tuširati, če ima kjer kaj. Zelo super, zelo super. Po besedah župana Petra Drmola pa so v velenjski občini še določeni odseki, ki so brez pitne vode. Verjetno bo kmalu prišla tudi kakšna pobuda še, da še nekaj malega uredimo. Je pa res, da smo v slovenskem prostoru pravzaprav na najvišjem možnem nivoju. Mislim, da imamo skoraj 99,9% pokritost čisto pitno vodo, kar res pomeni, da je en zelo mali delček še posameznih naselij in če bodo seveda izrazili interes, potem ne bomo tukaj dosti razmišljali, ampak bomo tudi ta naselja seveda opremili in oskrbovali za čisto pitno vodo. In če bo interesa dovolj, postopek, kako do čiste pitne vode, zelo dobro poznajo v krajevni skupnosti Paka pri Velenju. Ta postopek je jasen. Najprej moraš se oglasiti na mestni občini Velenje, da ti izračunajo prispevek, potem si pridobiš zemljiško-knjižni izpisek in nato na komunalnemu podjetju Velenje oddaš vlogo za priključitev na vodovodno omrežje. V Topolšici je v petek potekala slovesnost ob dnevu zmage, dnevu Evrope in prazniku krajevne skupnosti Topolšica. Govorci in kulturni program so poudarili pomen miru, evropskih vrednot ter povezanosti skupnosti, ki ohranja zgodovinski spomin in ga prenaša na prihodnje generacije.
V Topolšici v občini Šoštanj je v petek potekala slovesnost ob dnevu zmage, dnevu Evrope in prazniku krajevne skupnosti Topolšica. Dogodek je znova povezal krajane, predstavnike lokalnih skupnosti in organizacij ter vse, ki želijo ohranjati spomin na pomembne zgodovinske dogodke povezane s tem krajem. Topolšica ima posebno mesto v slovenski zgodovini, saj je bila prav tukaj maja 1945 podpisana kapitulacija nemške vojske. Letos miniva 81 let od tega dogodka, ki velja za simbol konca druge svetovne vojne na območju Slovenije in širše regije. Ja, Topolšica je znamenit kraj po tem, da se je tukaj pravzaprav 200 tisoč glava močno oborožena, do zob oborožena nemška formacija udala enem jurišnemu bataljonu oziroma zaščitnemu bataljonu slovenske vojske. To je edina kapitulacija, ki jo je velika nemška vojaška skupina podpisala v drugi svetovni vojni na področju bivše Jugoslavije in Slovenije. To je izjemno pomemben dogodek. Kljub temu, da je bila centralna vojaška kapitulacija en dan prej že podpisana v Berlinu, so vendarle Nemci mislili, da imajo opravka z banditi, ki so se jim pa na koncu morali prikloniti in podpisati kapitulacijski dokument. In to je velika zmaga slovenskih mladih fantov, ki so šli se boriti proti fašizmu in nacizmu, kakor se je tudi Majster šel, ko je poklical slovenske prostovoljce na koncu Prve svetovne vojne. Je rekel, tukaj smo, tu je naša zemlja, in je pregnal okupatorje iz Maribora oziroma iz Zgornje Štajerske in deloma Koroške. Pred prireditvijo so pri spominskem obeležju v zdraviliškem parku položili vence. Prvi venec so položili slavnostni govornik, direktor knjižnice Velenje in predsednik šaleškega društva General Majster Velenje Drago Martinšek, župan mestne občine Velenje Peter Dermol, župan občine Šoštanj Boris Goličnik in predsednica krajevne skupnosti Topolšica Petra Lipičnik. Drugega pa predstavniki Zveze združenj borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja. Predvsej je pomembno, da tovrstno proslavo, obeležje, ki ga posvečamo predvsem tistim, ki so seveda v drugi svetovni vojni nažalost bili preliti z svojo lastno krvjo, da jim izkažemo spoštovanje in da tudi dan danes širimo vedenje in zaupanje, da seveda le močna skupnost se lahko v tem, bom rekel, sicer demokratičnem svetu, ki ga je pa zelo ugrabil kapitalizem, vse povezane tako na eni strani z mirom, kot na drugi strani tudi z solidarnostjo, spoštovanjem, tovarištvom in da se kot skupnost seveda zavedamo, da za vsako zmago lahko pride tudi poraz. Tako kot za vsakim soncem seveda slej kot prej pride tudi dež in zato je prav, da širimo to zavedanje, pomen, bom rekel, tako narodno-osvobodilnega boja, kot tudi ostalih dogodkov, ki so bili tragični v preteklosti, v zgodovini nastanka naše države in da seveda širimo konec koncev upanje, zavedanje in optimizem, da lahko znamo in zmoremo živeti v mirnem in varnem okolju in da moramo vsi skupaj seveda kar se da največ narediti za to. Zagotovo je to res pomemben dan za našo občino, tako za občino kot za našo lepo Topolšico, nenazadnje tudi praznik krajevne skupnosti Topolšica. Pa tudi sam sem na to ponosen, da je iz tega našega lepega majhnega kraja šlo v svet tako pomembno sporočilo miru, svobode, vere v lepšo življenje in da se je ta dogodek 81 let nazaj zgodil ravno tukaj. In to dokazuje, da lahko imajo tudi majhni kraji velike zgodbe in jaz si želim, da bi nas tudi taki dogodki povezovali, tudi v različnosti. Predvsem pa bi želel poudariti, da je temelj naše dobre družbe, pa uspešne družbe, medsebojno spoštovanje, tudi če imamo drugačne poglede na zgodovinska dejstva, se moramo spoštovati in to je tudi moje največje in glavno sporočilo danes ob tem dogodku. V nagovorih je bilo večkrat poudarjeno, da spomin na dogodke iz druge svetovne vojne ostaja pomemben del slovenske identitete. Govorniki so opozorili, da današnji čas znova
znova kaže, kako dragocen in krhek je mir. Dan Evrope zato ni le praznik povezovanja evropskih narodov, temveč tudi opomin, da je treba vrednote svobode, sodelovanja in solidarnosti nenehno negovati. Če kdaj se mi zdi, da je posebej v teh zadnjih obdobjih potrebno obstati, se z spominskimi govori nekoliko ozreti v zgodovino in seveda pogledati tudi, kakšne so aktualna dogajanja. Skrbi me to, da nekateri posamezni svetovni voditelji lahko tako mimogrede zanetijo nove vojaške spopade, ki se razrastejo v nove vojne, ki imajo posledice potem za vse narode, za vse države, tudi za našo, vidimo draginjo in vse ostalo, kar pač pričakujemo, da bo še prišlo. In zaradi tega se mi zdi prav in sem hvaležna, da imamo še vedno dovolj članic in članov krajevnih organizacij, borcev za vrednote NOB-ja, ki nekako ohranjajo spomin na to, kakšno grozo pomenijo vojne, tako za napadene, kot tudi za napadalce, in da moramo narediti vse, da se to nikoli več ne zgodi na naših tleh. V kulturnem programu na slovesnosti so nastopili rudarski oktet Velenje, pihalni orkester Zarja Šoštanj ter učenci in učitelji osnovne šole Karla Destovnika Kajuha. Dogodek v Topolšici je tako združil zgodovinski spomin, spoštovanje do padlik in razmislek o prihodnosti Evrope. Obenem pa je praznik krajevne skupnosti pokazal tudi povezanost ljudi, ki želijo ohraniti dediščino kraja in jo prenašati na mlajše generacije. V petek je v Kulturnem domu Slovenj Gradec potekalo nacionalno odprtje že 31 tednov vseživljenjskega učenja. Osrednji del odprtja je bila tudi razglasitev 12 prejemnikov priznanj Andragoškega centra Slovenije. Tedni vseživljenjskega učenja so najvidnejša vseslovenska kampanja za spodbujanje učenja v vseh življenjskih obdobjih. Dogodek, ki je v petek potekal v mestni občini Slovenj Gradec, pa sta pripravila Andragoški center Slovenije, nacionalni koordinator tedna vseživljenjskega učenja, in MOCIS, center za izobraževanje odraslih, ob finančni podpori Ministrstva za vzgojo in izobraževanje. Ti tedni dajo najprej radovednost dajo, kaj pravzaprav je možno vse doseči, kam se je možno vse vključiti, kajti vsak nekako enači učenje z šolskimi prostori, z učilnico, in vsi mogoče nimajo najlepših spominov na to. Vsi ti organizatorji pa res pomagajo, da pokažejo, da se da učiti na prostem, na drugačne načine. Stvari, za katere niti nisi mislil, a to je učenje, da recimo se naučim mogoče tudi umirjanja, da se naučim nekaj za ohranjanje svojega zdravja, oziroma za to, da bom lahko na potovanju spregovoril pač v tujem jeziku nekaj besed. Skratka, ponujamo res raznovrstne dogodke. In teh bodo 14. junija po vsej Sloveniji več kot 6000. Pripravlja pa jih okoli 1500 organizatorjev. Ko dobiš priložnost, da se lahko izkažeš kot gostitelj nacionalnega odprtja vseživljenjskega učenja, je to velika čast. Pa na drugi strani so da veliko odgovornost. Ampak ker vem, kak kolektiv imam, ker sem vedela, da bomo sodelovali z Andragoškim centrom Slovenije, pa ker je to pravzaprav naše poslanstvo, sem se zelo razveselila takrat, ko smo izvedeli, da bo to v našem Slovenj Gradcu. Vse naša naloga je, da ljudi spodbujamo ne samo v našem okolju, ampak po celi Sloveniji, da ne bojo aktivni, da ne pravzaprav celo življenje nekako drugega spodbujamo, se učimo, se imamo radi in v bistvu se razvijamo. Dr. Aleš Musar, soprog predsednice Republike Slovenije, je poudaril, da nas ne definira tisto, kar smo se odločili pri 18 letih, ampak naša svobodna volja kadarkoli v življenju. Vsako znanje šteje, kadarkoli ga pridobimo, in mogoče šteje celo več tisto znanje, ki ga dobimo kasneje v življenju, ker imamo boljše motive za to, da ga pridobivamo. Tedni vseživljenjskega učenja so pa tisti, ki naredijo to gibanje znano v družbi in zelo sprejeto v družbi. Potem, ko smo videli danes, je očitno kar nekaj lepih spodbud za to. Ni pa nikoli seveda stanje idealno, zato moramo na tem še precej več narediti. Zbrane je nagovoril tudi župan mestne občine Slovenj Gradec Tilen Klugler, ki je na izobraževalni sistem v Slovenj Gradcu izjemno ponosen.
Seveda zelo ponosen kot župan tudi na to, da je v naši občini zgrajena celotna piramida izobraževanja, od tistih najmlajših v vrtcu pa vse do univerze za tretje življenjsko obdobje. In to je tisto pravo. Danes je poleg tega, da smo odprli, lahko rečem, praznik praktično vseh generacij, od najmlajših do najstarejših, kajti tudi bremena let in pa njihova radovednost dokazuje, da se izobraževanje nikoli ne zaključi. In pa seveda izzivi, ki se postavljajo pred nami, digitalizacija, umetna inteligenca, določeni poklici izginjajo in vsemu temu moramo biti kos in se vedno znova učiti in učiti. Osrednji del odprtja je bila tudi razglasitev 12 prejemnikov priznanj Andragoškega centra Slovenije za izjemne dosežke na področju vseživljenjskega učenja. Priznanja, ki jih center podeljuje od leta 1997, so doslej prejeli že številni posamezniki, društva in organizacije iz vse Slovenije. In mislim, da najbolje povedo, kaj učenje je, ravno te zgodbe prejemnikov priznanj, ker skozi to lahko rečeš, pa to se nam niti ne zdi, da so hodili v šolo, da so se kaj učili, oni enostavno iz svojega vzgiba, zato da spremenijo svoje življenje, se lotijo nečesa novega, se naučijo morda prek spleta, gredo morda na kak tečaj, se z neko skupino povežejo, se naučijo kaj so jim novih pesmi, novih, mogoče celo starih običajev, karkoli že, in potem šele vidijo, da je učenje več kot to, kot ste rekli, piflanje, pa ne seveda, da bi to metali v isti koš, da je kaj slabega, ampak če se za to odločiš, veš, da te čakajo knjige, da te čaka učenje, da pa lahko svojo karierno pot in svoje življenje tudi v starosti spremeniš z drugačnim načinom učenja, drug od drugega, to je pa najbolj dragoceno, veste, vedno, če se učimo drug od drugega in z zgledom pravzaprav največ pridobimo. Dogodek je bil obogaten tudi s pestrim kulturnim programom. Nastopili so plesna skupina KR Dancing, band 6M iz Koroškega doma starostnikov, poslovne enote Slovenj Gradec, ki so za koroško regijo tudi prejeli priznanje Andragoškega centra Slovenije, ter glasbena zasedba Hedera Vento, ki je s pomočjo projekcije Otroci izpod Uršlje avtorja Tomislava Gangla ustvarila res posebno doživetje. V Mladinskem centru Šmartno ob Paki so prejšnji teden odprli 9. ocenjevanje vin vinogradnikov in vinarjev Slovenije. Komisija je v gasilskem domu ocenjevala 277 vzorcev vin iz vseh 3 slovenskih vinorodnih dežel. V dvorani Marof v Mladinskem centru Šmartno ob Paki so pripravili otvoritveno slovesnost 9. ocenjevanja vin, vinogradnikov in vinarjev Slovenije. Slovesnost je povezoval varuh občinske trte Franc Fužir, za uvod pa so poskrbeli mladi harmonikarji. Župan občine Šmartno ob Paki Janko Kopušar je poudaril pomen vinogradništva v občini, saj domače društvo vinogradnikov eno izmed najbolj aktivnih društev v kraju, občina pa tudi obeležuje občinski praznik 11. novembra na god Svetega Martina, zavetnika vinogradnikov. Vinogradniki so naši ambasadorji, vinogradniki so naši promotorji. Ponosni smo pravzaprav, da se je društvo vinogradnikov v teh 30 letih, odkar delujejo organizirano, uveljavilo, da je doseglo eno zavidljivo raven kvalitete naših vin, kar seveda ne pride samo po sebi, potrebno je izobraževanje, potrebno je usposabljanje in vse to se v našem društvu dogaja, seveda kot tudi tiste stvari, ki potem temu sodijo, to pa so tudi družabni dogodki povezani z opravili v vinogradu in pa kasneje tudi v kleteh. Med govorniki sta bila tudi predsednik Zveze Vinis Blaž Zagmajster in predsednica Kmetijsko-gozdarskega zavoda Celje Irena Friškovec. Delujejo vinarji iz vseh 3 vinorodnih dežel, se pravi Primorska, Posavje in Podravje. Mi imamo v to zvezo vključenih okrog 70, nekaj prek 70 društev iz vse Slovenije. Seveda, namen naših ocenjevanj je, da bi se ta slovenska vina čim bolj prepoznala, bom rekel, ker treba vedeti nekaj, da to imamo na državnem nivoju ocenjevanje, ste videli, da recimo komisije so strokovnjaki, licencirani ocenjevalci, ki poznajo to tematiko, tako da iz tega moramo iztržiti čim več, da prikažemo svetu, da imamo v Sloveniji odlična vina.
to že mi sami vemo, ampak to je treba še dati tudi preko medijev širše v svet. Zagotovo so društva na področju kmetijstva zelo pomembna za ohranjanje identitete slovenskega kmeta in tukaj pri vinogradništvu menim, da so ta društva res tista, ki pomagajo ohranjati te male butične vinograde. Je danes bilo enkrat omenjeno, mi je bilo tako zelo lep izraz. Kajti v teh društvih ljudje izmenjujejo izkušnje, se izobražujejo, prirejajo strokovna predavanja, strokovna srečanja in vse to pomaga k višji kakovosti na koncu slovenskih vin. In takšen dogodek, kot je danes, ki ga spet organizirajo društva oziroma zveza društev, je prav tako pripomore k temu, zato ker kakorkoli, ocenjevanje je na nek način tekmovanje in ti si želiš, da boš vsako leto boljši in boš naredil vse za to, da boš tak uspeh tudi dosegel. Gostiteljica srečanja Mojca Praprotnik, predsednica Društva vinogradnikov Šmartno v Paki, je predstavila pomen tovrstnega ocenjevanja vin, ki se je pričelo takoj po otvoritveni slovesnosti. Nekako naš glas, tako kot smo rekli, seže kar široko. Vsa leta sem kot članica upravnega odbora Zveze vinarjev Slovenije nekako dobivala povabila, da bi se enkrat v našem okolju zgodilo to ocenjevanje. Bom rekla, nekje po 3 letih se temu več nisem mogla upirati in je bilo potrebno zagristi v roke in dejansko tudi to izpeljati. Danes smo izredno ponosni, da se res na skrajno vinorodnem območju tik pred Kamniško-Savinjskimi Alpami v Sloveniji danes odvija ta dogodek, zelo pomemben tudi za naš kraj in naše vinogradnike in ena globoka potrditev, da delamo dobro. Po uradni slovesnosti se je dogajanje preselilo v gasilski dom, kjer je komisija ocenjevala 277 vzorcev vin iz vseh 3 vinorodnih dežel, Primorske, Podravja in Posavja. Člani komisij so predstavniki kmetijsko-gozdarskih zavodov, vsi licencirani ocenjevalci. Imamo iz večjih zavodov te ocenjevalce, ocenjuje se pa po 100-točkovni metodi. To pomeni, da je imaginarna cifra 100 točk za najboljše ocenjeno vino. 30. maja pa bo v Martinovi vasi v Šmartnem v Paki potekal Vinisov dan, kjer se bo izvajala degustacija vseh najbolje ocenjenih vin. Hkrati pa bodo kot občina obeležili tudi 770-letnico kraja. V Rogaški Slatini bodo med 23. majem in 19. junijem znova pripravili mesec športa, ki letos poteka v znamenju naziva Evropsko mesto športa 2026. Obiskovalce čaka 6 večjih športnih dogodkov. Občina pa ob tem nadaljuje tudi obsežne naložbe v športno infrastrukturo. V Rogaški Slatini že 5. leto zapored pripravljajo mesec športa, ki bo med 23. majem in 19. junijem. Letos bo potekal s posebnim pečatom, saj je občina Rogaška Slatina nosilka naziva Evropsko mesto športa 2026. Ponosni smo, da je tudi Evropska komisija s sedežem v Bruslu ugotovila, da gre Rogaški Slatini za res športno mesto in da to dokazujemo tudi skozi cilje, ki smo si jih zadali. Poleg tistih glavnih graditi ali dograditi športno infrastrukturo za panoge, ki v Rogaški še na takšnem nivoju ni, kot bi si želeli, in se udejanja tudi drugi cilj, da se čedalje več občank in občanov vključuje v različne športne aktivnosti. Naš cilj je bil, da bi se jih iz 37% vseh prebivalcev v 5 letih vključilo še 5% zraven, na 42% ali približno 5000 in tudi ta cilj se udejanja. In še tretji cilj, ki ga zasledujemo, je večja promocija turistične destinacije. Ugotavljamo, da se čedalje več organizatorjev različnih športnih prireditev naslanja na nas in nas pokliče, če je možno kakšen dogodek dodatno izvesti pri nas. In vse to verjamem, da je prispeval tudi naziv Evropsko mesto športa 2026. V sklopu dogajanja ob mesecu športa pripravljajo 6 velikih športnih dogodkov. Imamo 5. Bobrovo bicikliranje, ocenjuje se vsaj 500 udeležencev, potem imamo Afroditin tek Štajerskim valom, že 9. z več kot 2300 udeleženci, potem imamo
5. festival, mednarodni festival športnega filma, ki bo tudi v mesecu juniju. Večji dogodek je tudi ITF teniški turnir, ki bo v avgustu. Novost v letošnjem letu pa je finale plazma športnih iger mladih, ki bo tretjič v Sloveniji, sicer pa letos ta organizacija in dogodki povezani z njo obeležuje 30. obletnico, deluje v 5 državah bivše nekdanje skupne Jugoslavije in mi smo ponosni, da je finale tega tekmovanja, v sklopu katerega bo približno 70.000 otrok na 60 dogodkih po Sloveniji tekmovalo, da bi prišli v finale in potem na regijske igre v Split. Bobrovo bicikliranje bo 23. maja, organizira pa ga Javni zavod za turizem in kulturo Rogaška Slatina skupaj z občino. Prijave na ta tradicionalni dogodek so odprte do 21. maja. Že 5. zapored, tako da je že tradicionalno kolesarjenje. Slogan je: z družino je fino, torej spodbujamo družine, da grejo na kolo po tej prečudoviti kolesarski stezi od Evropske ploščadi do Bobrovega centra za najmlajše in za tiste, ki zmorejo malo več, torej malo starejše otroke do Podčetrtka in nazaj. 6. junija se bo odvijal 9. Afroditin tek, ki ga kozmetika Afrodita kot glavni pokrovitelj organizira skupaj s Štajerskim valom. Prijave so zaključene, saj se je prijavilo že okoli 2300 udeležencev. Štart bo na Evropski ploščadi. Okrog 9. ure, mislim, da nekako štartajo, potem imamo z zamikom seveda, ker imamo različne aktivnosti, torej imamo, bom rekla tak, rekreativni za najmanjše na 1 kilometer, ki teče običajno starši, potem imamo, kot ste že povedali, vozičkanje, potem imamo tek na 5, 10 in pa polmaraton, potem tek trojk tudi, to so vse različni startni časi in pa letos, kot sem povedala, rekreativno prvič na 3 kilometre. Netekmovalnega značaja. Vozičkanje je že zdaj kar nekaj let v bistvu, mislim, da 4. leto letos, v bistvu 3. pravzaprav. Tako da nekako smo veseli in ponosni, da smo uspeli v bistvu vse generacije vključiti, ne glede na starost, ne glede na tempo, na fizično pripravljenost, je to v bistvu dogodek za celo družino. 17. junija bo v Rogaški Slatini cilj prve etape 32. kolesarske dirke po Sloveniji. Sodelovanje na takšnem športnem dogodku predstavlja velik prispevek promociji destinacije in samega športa, tako doma kot po svetu. Dirka po Sloveniji je projekt, na katerega smo tudi mi ponosni, predvsem zaradi tega, ker smo že 12. od 32. izvedbe lahko zraven, tokrat imamo že 5. cilj. Mi bomo ta dogodek tudi posebej predstavili, pa vendar gre za vsebino, ki poveže tako osnovnošolske otroke, kolesarje, športnike, rekreativce, pa tudi ostalo zainteresirano javnost. In če na dogodku ob zaključku pride več kot 1000 obiskovalcev, mislim, da je to lepa prireditev za Rogaško Slatino na področju športa. V sklopu urejanja športne infrastrukture poleg številnih manjših izvajajo tudi 6 večjih projektov. 3 od teh bodo v športnem centru, in sicer kopališče, pump track in pa otroško igrišče. V okolici druge osnovne šole bomo zgradili 3 pedal igrišča. Ob vrtcu Izvir bomo dogradili novo vadnico. In mislim, da je to ob dograjenih športnih površinah Bobrovega centra dodana vrednost športni infrastrukturi v naši občini, za katero smatram, da je že tako bogato zgrajena, pa ne le za tiste najbolj popularne športe, kot so košarka, nogomet, odbojka in tako dalje, ampak kot sem naštel tudi za nekoliko manj popularne, pa nič manj pomembne športe. Občina Rogaška Slatina letos za športne investicije namenja 4,7 milijona evrov, poleg tega pa okoli pol milijona evrov namenjajo za subvencioniranje športnih površin in aktivnosti. S tem pripomoremo k temu, da je najem športnih površin, predvsem v dvoranah in tudi zunaj, za uporabnike cenejši, zato financiramo dodatno in hišnika in čistilko in večje vzdrževanje športnih objektov, materialne stroške in tako dalje. Posebna zgodba pa je pri nas proračunska postavka šport in promocija, ker v letošnjem letu namenjamo 142.000 evrov, skozi to pa bomo sofinancirali vsaj 7 večjih športnih dogodkov. Rogaška Slatina tako tudi letos športnimi dogodki in vlaganji potrjuje, da šport ostaja pomemben del razvoja občine in povezovanja lokalne skupnosti.
V soboto se je v Velenju odvilo prvo prvenstvo v Malem Briču za osnovnošolce v Sloveniji. Velenjski in šoštanski osnovnošolci so se preizkusili v strateškem razmišljanju, eni najbolj priljubljenih miselnih iger s kartami. Na osnovni šoli Mihe Pinterja Toleda Velenje je minuli vikend potekalo tekmovanje v miselni igri s kartami Malem Bridžu. V igri, ki zahteva strategijo, zbranost in sodelovanje, se je pomerilo 82 velenjskih in šoštanskih osnovnošolcev. Mali Bridž, lepti Bridž, karte so iz Francije, oni so pogruntali ta način igranja, ker druga stopnja je potem mini Bridž in potem pravi Bridž. Igra zgleda takole, za mizo sedijo 4 otroci, north, south, east, west, ta para, potem pa dobijo mapice, na katerih piše, kdo položi prvo karto na mizo. In ko položi prvo karto na mizo, njegov levi nasprotnik da vse karte na mizo, po barvah in po velikosti. In potem je njegov partner izvajalec in on mu govori, katero karto iz tistih, ki se vidijo, mora položiti. In najvišja karta po številki mora biti seveda tudi ista barva, je vzetek. Lahko naredijo 10 vzetkov, ker imajo 10 kart ali pa ustrezno manj. Prav igra deluje mirno, je bilo za mizami precej napeto. Mali Bridž je miselna igra s kartami, pri kateri otroci igrajo v parih in skupaj iščejo najboljše poteze. Pri igri ni najpomembnejša sreča, ampak razmišljanje, dobra koncentracija in sodelovanje s soigralcem. Otroci se skozi igro učijo strategije, komunikacije in sprejemanja odločitev. Tekmovanje v Velenju, ki sta ga organizirala Šaleški Bridž klub in Bridž zveza Slovenije, velja za prvo tovrstno osnovnošolsko prvenstvo pri nas. To je Mali Bridž je projekt, ki so ga začeli Francozi in se je razširil potem v več evropskih držav, na Nizozemsko, v skandinavske države, Avstrijo, Poljsko. Lani smo ga pilotsko začeli uvajati tudi pri nas na osnovni šoli Šalek in letos na 6 šolah v Velenju in v Šoštanju. In zaenkrat je to edino okrožje v Sloveniji, kjer imamo to organizirano. Nadejamo se, da bomo tekmovanje naredili vse slovensko in seveda tudi šolanje. Velika zasluga oziroma vsa zasluga za to, da imamo to v Velenju, gre velenjskemu klubu. Vsi so zelo dejavni, danes jih vidite tukaj pomagajo pri organizaciji. In še posebej pa gospa Nuša Gošnik, ki je, bi rekel, srčica vsega tega. Čeprav igra temelji na kartah, Mali Bridž ni igra na srečo. Otroci morajo razmišljati več potez vnaprej, komunicirati s soigralcem in hitro sprejemati odločitve. Moramo kar dobro se poznati, pa moramo vedeti, kaj bo pač drugemu, kaj bo dala gor, pa kaj bo dala gor, pa tak. Ful moraš predvidevati, pa tak ful moraš razmišljati. Zelo hitro se lahko naučiš igrati bridž, ko zelo veliko razmišljaš, se učiš, ko skoraj pa vsak dan se igraš bridž. Z mojim sosedom Lukatom pač imamo tak načrte, ampak zdaj ne vem, kako bova, ker imate zelo dobre karte ona dva in v bistvu ne vem, tak čutim, da bo on dal neko visoko, neko nizko, neko, tak čutim v bistvu. Všeč mi je, da ni težko in da so številke. Ja, že iz prvega razreda ga že igram. Koliko si pa star? 8. Bolj težko je, da zmagaš, ker eni imajo 10 in vi, in potem drug nima 10, potem on zmaga in potem, ko pa imaš ti 10, pa ne, potem pa ti zmagaš. In to mene tako ful jezi. Mi gre dobro, pa sem že tudi tam, ko sem prvo začela, smo zmagali veliko, mislim nekaj mogoče. Tisti so imeli 2, mi je pa 8 smo zmagali.
Organizatorji so poudarili, da pri tekmovanju ni šlo toliko za zmago kot za druženje, povezovanje in širjenje zamisli za mali bridge med mladimi. Kljub temu sta največ zbranosti in strateškega razmišljanja na East-West poziciji pokazala dvojec Bor Felicijan in Bor Šarlah z osnovne šole Gorica. Najbolje na poziciji North-South pa sta se izkazala Neca Kokot in Jaka Videmšek z osnovne šole Gorica, podružnične šole Vinska Gora. To je potrebno zelo dober spomin. Če ga nimajo, si ga s tem tudi ukrepijo. Potem je treba logično razmišljati. Kar se mi pa zdi najbolj pomembno je pa to, da ni to na računalniku in na telefonu, da morajo igrati v živo in da se na tak način družijo. Tekmovanje je pokazalo, da lahko tudi igra s kartami postane prostor učenja, sodelovanja in razmišljanja. Organizatorji upajo, da bo mali bridge v prihodnje postal stalnica tudi v drugih slovenskih krajih, saj je odlična vaja za možgane, sodelovanje in sklepanje novih prijateljstev. S tem prispevkom gledalke in gledalci zaključujemo torkov VTV magazin. Srečno!